Na zadnje dni se pojavljajo kar neke smešne ocene. Vaš plakat jih je razburil z Osvobodilno fronto. Ne? Jaz sem še v tiste šole hodil, ko so nas učili, da je bila Osvobodilna fronta v bistvu združena fronta, tako imenovanih mavričnih ljudi, od črnih do zelenih, vsi so bili v Osvobodilni fronti, zdaj se temu znižuje, pač rekoč Osvobodilna fronta za osamosvojitvijo nima veze. Drugo me pa zmotil včeraj gospod Anton Stres, ki je poenotil Barbarin rov z Srebrenico. Pa bi rad prav vaš komentar na to, a je možno to sploh primerjati in enačiti in na podlagi tega govoriti, da pač vlada dela slabo. Jaz razumem radovednost javnosti, da predsednika vlade vpraša za vrsto mnenj in na nekatera sem dolžan odgovoriti, na nekatera ne smem odgovoriti. Pri nekaterih bom pa povedal svoje mnenje, tako kot mislim, da je prav in iskreno. Do osamosvojitve smo prišli z lokom zgodovinskih dogodkov, ki je na koncu omogočil prelomnega. To je plebiscit in razglasitev državnosti. Zato vse te dogodke, ki so v zgodovini od ideje o zedinjeni Sloveniji naprej, omogočili rast nacionalne samozavesti do točke, ki je pripeljala do tako pogumne odločitve, kot je ustanovitev samostojne države, mimo grede, mednarodna skupnost takrat naše odločitve ni pozdravljala, vendar smo Slovenci vedeli, da delamo prav in kot bom danes dejal v svojem govoru v državnem zboru. Slovenci se nismo odločili za samostojno državo zato, ker smo hoteli škoditi drugim narodom, ampak zato, ker smo želeli zavarovati lastne koristi in smo želeli, da imajo enake uspehe kot mi tudi drugi narodi. Zato mislim, da je Slovenija rojena pod srečno zvezdo in da bo prej ko slej tudi ta čas nevihtnih oblakov, ki je zdaj to zvezdo prekril, šel in da jo bomo znova uzrli. Nisem vraževeren. Vem pa, da je sreča na strani pogumnih ljudi in Slovenci smo take narave. To je vse, kar lahko rečem.